9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, scooter. Pauza. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni in dobrodošli. And a special welcome to the United States Ambassador to the Republic of Slovenia, His Excellency Brent Hartley, honorary sponsor of the Young Professionals Program. Človek je tekmovalen že odkar se je pred 5000 leti pojavil v jami. Najprej je tekmoval, kdo bo ujel največjega mamuta. Potem se je čez nekaj tednov rodila antična Grčija, kjer so stvar postavili na višji nivo, olimpijske igre. Rimljani so rajši gledali, kako drugi tekmujejo kot gladiatorji, v srednjem veku so ljudje tekmovali, kdo kasneje faše kugo. In kmalu zatem smo prišli Slovenci. Kako bi pa mi tekmovali, smo se spraševali. Ustanovili smo državo in takrat nezaposlenim ljudem rekli, bejžte, tekmujte zdaj, kdo bo vodil našo državo. Tako je nastalo največje tekmovanje v Sloveniji, parlamentarne volitve. In tako kot olimpijske se igrajo vsake 4 leta. Tako kot druge smo tudi tu izumili kategorije. V bistvu je ena kategorija, ki se glasi na eni strani Janez Janša, na drugi pa vsi ostali. In kot ste verjetno opazili na plakatih in na televiziji, imamo letos poletne volilne igre in ker vem, da še nimate dovolj kandidatov, glasovanja in pa volitev, smo jih pripravili tudi tukaj. Z eno podobnostjo in eno veliko razliko. Volitve bodo podobne državnozborskim po tem, da bo izbiranje prav tako težko. Velika razlika pa je v tem, da imamo nocoj 5 fantastičnih kandidatov. In ravno zaradi njih bo izbira izjemno težka. Izbrali bomo namreč AmCham Top Potential of the Year 2018, ambasadorja neskončne 8. generacije. Gospe in gospodje, smo pripravljeni? Pa začnimo! Nocoj boste spoznali 5 poslovnih liderjev naslednje generacije. Kot prvo, oziroma kot prvega na oder vabim, gospe in gospodje, z nami je Matic Zupanc, Studio Moderna. Rezultati v toku zgodovine ga prepriča Dalaj Lama z vrednotami, ki mu dajo misliti. Dobrodošli. Živijo. Naslednjo vabim na oder, gospe in gospodje, z nami je Lea Norčič, druga življenje z naravo in poseblja blagovno znamko, ki jo vodi, po njenem mnenju revolucijo ustvarja Elon Musk. Z nami tudi Sanda Planinc, odvetnik. Ki družbeno odgovornost postavlja visoko na svoji lestvici prioritet, izumitelj interneta Tim Berners-Lee pa tisti, ki je po njenem mnenju znanstveno fantastiko spremenil v realnost. Z nami tudi Vita Godec, Lenis farmacevtika. Farmacije in strastna saksofonistka, ki verjame, da je Marie Curie ženska, ki je spremenila znanost in vlogo žensk pri njej.
In pa še 5. tekmovalec, gospe in gospodje, z nami je Rok Jerovšek, odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji. Odvetnik z visokimi etičnimi načeli, ki rad živi in ustvarja v Sloveniji, generator sprememb je zanj Nikola Tesla. Tako, gospe in gospodje, zdaj dejstvo je, volitev ni brez 3 stvari, se pravi kandidatov, golaža in soočenja. Zdaj, kandidate imamo, golaž boste dobili potem, kasneje, soočenje pa lahko priredimo kar tukaj, zdaj, v tem trenutku. Na predvolilnih soočenjih kandidate običajno spoznamo s pomočjo klasičnih elementov, se pravi prepiranje, zmerjanje in pa obtoževanja. Tukaj bomo bolj kultivirani in sofisticirani, zato bomo superfinaliste spoznali s pomočjo 5 vrednot. Vrednote tega večera so sodelovanje, optimizem, strast, zaupanje in kreativnost. Kar je ironično točno tisto, česar naši politiki nimajo. Ampak v redu. Dobro, edin Židan menda igra klavir. Sam to ga tudi Stevie Wonder, pa je slep, pa kaj. Tako, vsaka od vrednot bo osrednja tema vsakega kroga. Gospe in gospodje, predlagam, da začnemo s prvim krogom. Najprej, spoštovani kandidati, predlagam, da se malo ogrejemo. Ste malo napeti, tako da dajmo se malo sprostiti in imam za vas prvo vprašanje, ena taka zelo lahka naloga za vas. A lahko naštejete 3 zmagovalce, 3 prejemnike naziva AmCham Top Potential of the Year? A kdo ve? Mikrofon lepo prosim, če vzamete. Gaj Stauber. Dobro. Dejana Jozeršek. V redu. Ja, še kdo? Na našem uradu, ja. Se nam gre, dajte jim zaploskati, v redu je. Ta naloga nam je kar uspela. Pa si poglejmo, kdo vse nosi naziv AmCham Top Potential of the Year. Prosim. Vedno znova me navdihnajo prav mlade generacije, svojo energijo, strastjo do stvari, ki jih počnemo in predvsem jasnim, odločnim, svobodnim in neomejenim razmišljanjem. Program AmCham Young Professionals je priložnost, da vidiš širšo sliko. Širšo. Širšo sliko tega, kaj počneš, kako to počneš, kje si in kam hočeš priti. Je kot bombonjera, kjer lahko dobiš nova poznanstva, vsebinsko bogata predavanja, mentorje, poslovne dogodke, nove veščine in znanja, priložnost za prispevanje in seveda srčnost. Neverjetna pozitivna energija vseh udeležencev. Štejem si posebno čast, da sem prav preko AmCham Young skupnosti vse te izjemne posameznike imel priložnost poznati ter z njimi splesti prijateljske in poslovne vezi. AmCham Young platforma koncentracije, sinergij, pozitivne zaveze, dobrohotnosti, odličnih idej, dobrega prijateljstva in resnih zavez k boljši prihodnosti za vse nas. In če želimo določene spremembe, potem moramo biti tudi sami drugačni. Skupaj nas je že 1000 in če se gremo kepat, potem je to snežno kepo težko prezreti. Kaj še čakaš? Priložnosti je ogromno. Tako, spoštovani finalisti, lahko zaprosimo. Začenjamo s prvo temo oziroma prvi krog krasi vrednota sodelovanje. Vsak izmed vas si bo izžrebal svojega top potential jokerja in pa situacijo. Nalogo, ki jo bosta skupaj reševala. Eden od
Top Potentialov bo tudi za mene ostal. Ne? Tako da za reševanje situacije bosta imela na voljo 2 minuti časa, na to jo bosta predstavila občinstvu, zdaj rešita lahko nalogo s tem, da kaj odigrata, lahko tudi zapojeta svojo rešitev, lahko odplešeta po želji. Zdaj pa, kdo so vaši džokerji? Prosim najprej gospodiča Roka, da izžreba. Guy Stauber. Vabim ga, da pride na oder. Vita, tudi tebe prosim, da izžrebaš svojega džokerja. Deana Jezeršek. Sanda. Tomaž Lanišek. Lea. Nina Langer-Horce-Bukel. In pa Matic. Da vidim, kaj je meni ostalo. Tomaž Švajger. Mene pa ostala Nana Šumrada Slavnič. Tako, dobili ste svoje naloge, imate 2 minuti časa. Medtem pa, gospe in gospodje, predlagam, da damo besedo še nekomu, ki je v slovenski politiki. Aha, se opravičujem, dober večer. Tilen me veseli, ker sem se postavite. Tako. Če bom rabil, kaj pa bom. V redu je zaenkrat. Zdaj mora biti zelo resna. Namreč, v goste bomo povabili nekoga, ki je v slovenski politiki najbolj znan po tem, da sodeluje. Gospe in gospodje, prosim za velik aplavz. Na kratko bi vas rad nagovoril predsednik Slovenske demokratske stranke. Z nami je gospod Janez Jusuf Janša. Prosim. Torej, hvala lepa za ta aplavz. Sicer sem pričakoval, da bo nekoliko večji. Pa vendarle naj povem, spoštovane Slovenke, spoštovani Slovenci, sem eden od tistih, ki sem najbolj znan po tem, da sodelujem, da uspešno sodelujem, recimo uspešno sem sodeloval tudi s tujimi državami, kot so Finska. Recimo potem račune in pa finance, s tem sem sodeloval z Bosno. Ne. Na koncu pa lahko rečem, da izjemno dobro sodelujem tudi z Madžarsko. Tako dobro, da celo znam madžarsko nekaj povedaš, čega lekešnek torefek tolešeft. Ste razumeli, kaj sem povedal? Niste, tudi jaz ne, ampak to ni važno. Dejstvo je politiki, da veliko govoriš, pa nič ne poveš. Spoštovane Slovenke, spoštovani Slovenci, zadnje dejstvo, ki ga je treba izpostaviti, pa to, da v tem prostoru ni nobene demokracije. Zakaj? Zato, ker vsi sedite na kvadratnih stolih. Nobenega nisem videl, da bi se usedel na trikotni stol ali pa na okrogel stol. Tako da tukaj ni nobene demokracije in to je smešno. Za konec bi rad povedal še tole. Če bom v nedeljo izvoljen, sem tako pripravljen sodelovati z vsakim človekom, ki je član stranke SDS. Hvala. Hvala lepa, gospodu Janši. Tako, spoštovani tekmovalci, 1 minuta oziroma še več je mimo in na vrsti ste vi. Najprej bi začeli z vami, gospodič Rok. Aha. Kakšno nalogo ste dobili? Najna naloga je, in se glasi takole. Eden pomembnejših dobaviteljev podjetja ti v zameno za sklenitev posla ponudi denar pod mizo. Ponudbo zavrneš. Kako ravnaš? Prosim. Pozdravljen. Sem se oglasil, da bi sklenila en posel, se že dolgo časa pogovarjava. Aha, in pa ste prinesel kaj v kuverti? Imam kar konkretno ponudbo. Dokumente?
Bova midva malo drugače, poglej. Imam tole. Vam bo to všeč? Čakajte, da preverim. Slušajte, tole je pa absolutno nesprejemljivo. Za tak denar se jaz sploh ne pogovarjam. Bova probala še malo drugačno. Najprej sem poskušal, da vidim. Imam še nekaj več. Poglej, a bo to v redu? A veste kaj? S tem drobižem, zdaj vas imam pa že dovolj. Počakaj. Tudi to bom prenesel, lej. Tudi to bom prenesel. Imam še nekaj. Hotel sem vas odpraviti na lep način, zdaj vas bom pa na pravniški, ker sem tudi odvetnik. In sicer vam povem, da je to po 256. členu Kazenskega zakonika kazen zapora do 5 let. In če ste pripravljeni še tole tvegati, če podvojite, pa bo mogoče zadeva zastarala. Bravo. En aplavz, iskrene čestitke, Rok. Naslednja je Vita, imaš 1 minuto časa, prosim. Torej, eden izmed mojih ključnih kadrov, Dejana, mi sporoči, da želi zamenjati službo. Kako se odzovem na to? Dobro. Zdravo, Vita. Zdravo. Že dolgo me nekaj tare, ampak sem prišla do zaključka v tem podjetju. Veliko ste mi dali, zelo sem napredovala, ampak mislim, da sem prišla do točke, ko rabim nove izzive in te izzive mislim, da bom iskala nekje drugi. Zelo mi je žal, da to slišim. A mi lahko poveš ali pa zaupaš, katerih tvojih talentov se ti zdi, da nismo dovolj uporabili? Zakaj se ne počutiš dovolj izvano pri svojem poslu? O tem sem veliko razmišljala in imam nekaj še razlogov, zakaj bi tukaj morda ostala. No? Ampak na tem delovnem mestu vidim, da ni več prostora za napredovanje, nasploh v podjetju. Jaz pa rabim nove izzive. Poglej, enega takšnih ključnih kadrov si seveda ne želimo izgubiti. Povej, kaj je tvoja naslednji izziv, ki ga vidiš v tem podjetju? Za tebe so odprta vrata katerega koli oddelka. Ravno to je, ne vidim. Ne vidiš? Zakaj pa si prišla tako pozno k meni? Se ti ne zdi, da bi ti lahko prej mogoče pomagali ali pa ti poslali nekakšno izobraževanje? Se ti zdi, da se mogoče ne ujameš z vizijo našega podjetja, da več ne vidiš te poti naprej? Jaz mislim, da moja vizija morda sega dlje. Pa nam je ne bi zelo dober odgovor, ampak predstavi mi jo, želela bi si jo uresničiti s teboj. To pa je zdaj zanimivo. No, se bomo pogovorili. Pa še nekaj je zanimivo, veste kaj? Da vam je že kar nekaj cajta nazaj zmanjkalo cajta. Tako da hvala lepa. Iskrena hvala in nadaljuje Sanda. Sanda, kakšna je bila tvoja naloga? Lahko jaz povem. Prosim. Lastnik podjetja napove, da bo za ključne položaje nastavil svoje ljudi. Sanda se bo pa poborila za svoje zaposlene, za katere ve, da imajo vse ključne kompetence in poznajo trg. Na kakšen način nastopiš v odnosu do lastnika? Torej, draga Sanda, naši zaposleni niso ravno nekaj posebenega. Jaz mislim, na teh ključnih položajih imam jaz svojo idejo, imamo svoje ljudi tudi iz druge države, jih bomo postavili in jaz mislim, da je to idealna rešitev za tole organizacijo pri nas. Ampak jaz razumem, da si želiš, da podjetje posluje uspešno kot lastnik. Seveda, zato bomo zamenjali te zaposlene. In jaz, ki vsak dan delam v podjetju, vidim, da imamo izjemno talentirane zaposlene, zelo dobro poznajo naše poslovanje, so prisotni na drugih trgih, razvijajo svoje kompetence in mislim, da imamo kar nekaj talentov, ki bi bili usposobljeni za to, da prevzamejo te ključne položaje, Ja, teh nekaj ni dovolj, pa to vem, da skozi nekaj delajo, sam nismo čisto zadovoljni. Jaz mislim, da bomo kar z našimi prišli, pa bomo to naredili, tako da ne bo problem ne pri tebi, ne pri meni, pa se to skozi menimo. Ampak, a ste pa pomislili na to, kaj bi pomenili, če bi kar naenkrat v podjetje kot na vodilne kadre prišlo ogromno ljudi, ki prenesejo čisto eno drugo zgodbo, eno drugo miselnost, ki ne poznajo sploh naše korporativne kulture. Kako demotivacijsko bi to delovalo na naše... Pa jaz vidim, bilo več posla, zdaj jaz ne vidim to tako, ne? A mislite, da bi bilo res problem z motivacijo? Ampak, posel so ljudje na koncu. In bistveno je to, kako se oni počutijo. In če se bojo počutili demotivirane, jih tudi
Kaj mi vi Nič ne bo govorite nekaj o prepričajo. sodelovanju, pa to se pravi, da bi mogoče res poskusili z vašimi temi lokalnimi tukaj. Jaz mislim, da jim dajmo priložnost, pa se bova čez pol leta spet pogovorila, pa bova videla, kako naprej. Ste 100% v to? 100%. Hvala lepa. Naslednja je Lea. Kakšna je tvoja naloga? Naloga je bila, da zaposleni v našem podjetju pluva čez podjetje na družabnih omrežjih in kako bi ravnali v taki situaciji. Nekje na družabnih omrežjih se zgodi. V našem podjetju, organizaciji je res brez veze, vse gre nadol. Noben ni motiviran, napredujejo napačni ljudje, prišli so po vezah, nismo dobro plačani in če bi bil jaz na položaju, to bi bilo vse drugače. Kaj bi naredili? Lejte, gospa Nina, jaz bom pa takole rekla, da glede na vašo kreativno pluvanje, brez nekih dokazov na našem družabnem omrežju, jaz bi vam res iskreno predlagala, da greste v prvo nadstropje, v naš PR za en mesec, damo vam še eno priložnost, da spoznate podjetje, da spoznate ljudi, ki se vsak dan več kot 8 ur trudijo, delajo, dajo vse od sebe in ni fair do ljudi, ki dajo vse od sebe, da potem črnimo firmo in ljudi, ki delajo za to. Tako da jaz vam dam priložnost, enomesečno, da kreativno, se pravi to nekreativno pluvanje obrneva na kreativno. Se strinjate? Se pravi, dobim odgovornost, da to popravim. Ja, odgovornost. Hvala. In pa še naloga za Matica. Naloga, kako zaposlenim sporočiš, da si izgubil 3 milijonsko naročilo in temu sledi znižanje plač. Spoštovane sodelavke, sodelavci, tovarišice, tovariši. Pa kaj vam je, no? A te kaj delali? Zaprl bomo dol, to nisem kamer. A se vam ne da? Umirite se, gospod Franci. Dragi sodelavci, delavci naše tovarne, ki obstaja že 20 let, ne bomo zaprli tovarne. Res je, izgubili smo 3 milijonsko naročilo, ampak naredili bomo vse, da to dobimo nazaj. Do takrat pa si bomo vsi en čink vzeli od ust. Zakaj? Glih zato, da ne rabimo dobenega od vas odpustiti, ker mi vas želimo, vi ste naš ključen kader in z vami želimo gledati prihodnost naprej. Ampak dokler nam ne uspe dobiti naročila nazaj, si sam plače ne bom izplačeval, verjamem, gospod Franci, pa da boste tudi vi imeli svečkaj na lodzopa, ne? No. Ja. Hvala lepa. Ja, gospod direktor. Hvala lepa vsem finalistom. Bova midva tudi kaj odigrala? Bova pol. Tako, gospe in gospodje, vedno daj od sebe največ, kar lahko, pravi Rok Jerovšek. Še posebej je treba dati vse od sebe, ko sodeluješ. Poglejmo si, kdo je Rok. The Romans had a saying, nomen est omen, meaning the name is a sign. My name is Rok, and fun fact, in Slovene language, Rok also means deadline. Given my name, I guess I was destined to become a lawyer and to deal with deadlines, briefs and contracts on a daily basis. Therefore, no matter what I do, deep down I'm always gonna be a lawyer, even when I'm performing the most ordinary chores in life. But being a lawyer is not all I am. I like playing basketball, hiking and skiing. I also like to travel and I like to try new things. Some say that as a lawyer, I'm averse to passion and spontaneity. Quite the opposite. In fact, I like it so much that I even chose a Latina girlfriend. So there you have it. Lawyers are only scary and boring at first sight. Still not convinced? Then let's get to know each other better in person. Hvala lepa, iskrena hvala tudi vsem jokerjem. Povabim jih, da se usedejo nazaj na svoja mesta. Tako, gospe in gospodje, prvi krog je za nami in nadaljujemo z drugim krogom. In sicer v drugem krogu, oziroma drugi krog, krasi vrednota
optimizem. Tako, preden damo besedo vam, spoštovani finalisti, pa bi pred mikrofon povabil še nekoga, ki je v politiki eden največjih optimistov. V državnem zboru večkrat zelo podarno in pozitivno govori o vseh stvarih. Gospe in gospodje, prosim za velik aplavz. Z nami je poslanec Franc Trček. Prosim. Hvala lepa za besedo. Torej, lejte, mi smo se v Združeni levici dejansko odločili, da bomo vsi poslanci pozitivni in tudi po mojem glasu lahko sklepate, da sem eden najbolj pozitivnih ljudi nasploh. Zdaj, v državnem zboru se večkrat dogajajo zelo zanimive stvari, tudi nič kaj prijetne in včasih človek res dobi potrebo, da bi šel na Šubičevo ven ulico direkt pred trolo. Ampak seveda tega ne stori. Malo sem zašel sicer, ampak se opravičujem. Kakorkoli, lejte, ni vse tako slabo, kakor izgleda, pa ni vse tako dobro, da ne bi mogli biti še bolj. Tako se mi zdi, jaz sem v redu povedal. Hvala lepa, gospod Trček. Zmagovalni moto na temo optimizma pa je: ne moreš vplivati na to, kako piha veter, lahko pa prilagodiš svoja jadra. Pravi Sanda Planinc. Poglejmo kaj več o njej. Albert Einstein said that we should not strive to be a success, but rather to be of value. My work fills a large part of my life, and I love what I do. I'm a corporate lawyer, committed to providing practical legal solutions, underlined by fair play. And all this is much easier because of a team that I can trust. My favorite things in life don't cost any money. Running fills me with energy, and yoga helps me find my inner balance. Challenges build my resilience and push me to discover a better version of myself. I work hard, but I also love to play hard. I believe in the power of community, which motivated me to dedicate years to volunteering. This keeps me down to earth and truly embracing everyday moments of joy. Thinking about the value is what's moving me forward. Tako, v drugem krogu bo vsak izmed vas dobil eno vprašanje. Za odgovor boste imeli 30 sekund. Začnemo, gospodična Lea Norčič, z vami. Lea, verjameš v to, da je vse mogoče, če slediš svojim sanjam, in pa kaj so tvoje sanje, kje se vidiš v prihodnosti? Ok. Res je, verjamem v to, da če slediš svojim sanjam, je vse mogoče. In res je, treba je verjeti, treba je upati, treba je delati v tej smeri in zagotavljam vam, svojo izkušnjo sem dala skozi to in zagotavljam vam, da če verjameš, se zgodi. Na drugi strani bom rekla, da kje se vidim v prihodnje je, a zagotovo pomagati ljudem, sodelovati, dajati svojo kreativnost iz sebe in moja želja je enkrat delati za blagovno znamko Slovenija. Hvala lepa. Čas je potekel. Naslednje vprašanje za Matica. Matic Zupanc takole pravi: v 8. generaciji veliko govorite o povezovanju in kako boste skupaj skušali narediti nekaj dobrega za družbo. Kako bi ustvaril vzdušje in energijo, da bi 8. generacija res pustila pečat v družbi? Živijo še enkrat v mojem imenu. Mislim, ključna stvar pri vsem skupaj collaboration, torej povezovanje. Zdaj, sam en človek ne more spremeniti sveta, 130 plus bivše generacije lahko spremenimo svet in sam se nagibam k temu, da tak en alumni, eno dobro združenje bi pripomogli k temu, da dejansko lahko ustvarjamo tudi efekt snežne kepe naprej in da prinašamo dobro biti družbi. To je to. Hvala lepa.
In pa vprašanje za gospodično Vito Godec. Prihodnost je v povezovanju med stroko, državo in gospodarstvom. Ti si dobro prakso spoznala med študijem v Veliki Britaniji. Kako bi jo prenesla v slovenski sistem? Ja, kar mi je bilo absolutno všeč v Veliki Britaniji, je bilo povezava med akademsko sfero in industrijo. Tega je v Sloveniji bistveno premalo, sploh v mojem fohu. Krivda pa moje leži na obeh straneh, malo na strani akademikov, ki ne vidijo, da je tudi tam denar, in na strani industrije, ki ne vidijo, da imamo odlične, izobražene, dobre ljudi v Sloveniji in ki morajo poskrbeti, da ne bojo pobegnili v tujino. Hvala lepa. Naslednje vprašanje za Roka Jerovška. Kaj je po tvojem mnenju največja prednost Slovenije in zakaj ostajaš tu? To pa ni težko vprašanje. V Sloveniji živimo izjemno dobro, to sem videl, ko sem živel v Nemčiji. Poleg tega pa moja punca iz Latinske Amerike povedala je, da je pri nas Amerika, da Amerika ni Amerika, ampak Slovenija s svojimi gorami, okoljem, varnostjo in pa nasploh kvaliteto življenja, pri kateri si lahko en dan na smučanju, popoldne pa že v morju, s tem se ne da nič primerjati. In to je to. In še vprašanje za Sando Planinc. Kot pomemben motivator vidiš kolektivno zavest družbe. Kdaj bomo začeli nositi pozitivno mentaliteto? To je odvisno od nas samih. In več, ko nas bo takih, kot smo danes tukaj zbrani, bolj, ko bomo širili to pozitivnost, neko naravnanost, željo po spremembah na bolje, željo po spremembo, po tem, da dodajemo dodano vrednost pri čemerkoli že počnemo, hitreje bomo to dosegli. In jaz sem pozitivna glede tega in mislim, da nas čaka lepa prihodnost. No? Gospe in gospodje, s tem odgovorom pa tudi zaključujemo drugi krog. In na vrsti je seveda tretji krog, ki ga krasi vrednota strast. Zdaj, kdo od slovenskih politikov bi lahko o strasti kaj povedal? Mislim, da je popolnoma jasno, gospe in gospodje. V tem trenutku pred mikrofon vabim bivšega premierja Republike Slovenije. Z nami je dr. Miroslav Cerar. Gospod Cerar, prosim. Spoštovane Slovenke, spoštovani Slovenci, državljanke in državljani, lepo pozdravljeni. Torej, poglejte, to, da sem človek strasti, ni nič novega. S strastjo sem se ukvarjal z drugim tirom, vsakič sem s strastjo zahteval tudi dodatna pojasnila. In kar je najbolj pomembno, je to, da me krasi odločnost in pa energičnost. In sprav s to veliko strastjo sem vedno udaril po mizi ali pa po sodu, ni pomembno. In sem rekel, takole sem udaril, takole, in sem rekel, porka Špinčič, zdaj pa dovolj. In to sem naredil, udaril po mizi, porka Špinčič, potem sem pa odstopil. Hvala. Hvala lepa gospodu Miroslavu Cerarju. Zmagovalni moto na temo strasti. V življenju je vse mogoče, če slediš svojim sanjam, pravi Lea Norčič. Pa poglejmo njen video. Hi, I'm Lea. I believe that everything is possible if you follow your dreams. But in order to do so, first you have to wake up. Despite being best friend with the snooze button, I get up early checking if there are any fires put on my email. Some have coffee, I have the shower and my smoothie. Like many, I wanted to be a singer. However, my path has led me to use my voice in marketing field. We're creating brilliant stories with the best mineral water on the world, Donut MG, helping it to win Brand of the Year 2018. For me, it's not just about working with brands.
We need to live, feel, and respect them. When I'm not climbing up to the corporate ladder, I like to climb walls in nature or spend free time with family in my hometown of Adrogas. No, that's not something from Narnia, but a cozy little village in the heart of Slovenia. I like to finish most of the days within the comfort of my home. However, tonight I can't wait for the MChen finals. Na začetku smo spoznali vse prejšnje zmagovalce, koliko pa zares veste o programu, katerega del ste bili to leto in kaj veste širše o platformi Young. Vaš joker ali glas ljudstva bo tokrat vodja programa Young, Tonja Avsenik. Za odgovore imate pred seboj tablice in pisala. Smo pripravljeni? Tonja? Smo. Prvo vprašanje. Koliko posameznikov šteje skupnost MChem Young? Imamo odgovore? Ne, vsi skupaj. Vsi skupaj. A lahko popravite, ja, vsi skupaj. Lahko popravite, če vi mislite drugače. Ja? Boste še 2 dodali? Ali, Ne, ampak Sanda ima pravilen odgovor. Tako. 1000. 1000. Sanda ima pravilen odgovor. Vprašanje še kar nekaj, tako da boste imela tudi videla priložnost, čeprav se dele očitno nismo najbolj razumeli pri tem vprašanju. Drugo vprašanje. Kateri programi sestavljajo platformo MChem Young? Kateri programi sestavljajo platformo MChem Young? Odgovor je več kot očitno kar dolg. Lahko pokažete, oziroma pokažete odgovore. Aha. Young Leaders Club, Young Professionals, ok. Še snežna kepa, super pa poslovni zajtrk. Aj še zanimivo, a ne? Ok. V platformo Young pašeta še programa Summer Economics Institute za študente in European Experience. Letos pripeljemo tudi 8 študentov iz ZDA. V redu. Tretje vprašanje. Katerega leta je začel z delovanjem programa MChem Young Professionals in kdo so avtorji programa? Čas je potekel, imamo odgovore. 2010 vsi pravilno, 2009, 2011. 2010 je letnica, avtorji programa pa so Ajša Vodnik, Bogo Seme in Maja Košir. Okay. Hvala. Četrto vprašanje. Kakšen je glavni moto platforme Young? Glavni moto. No, Sanda, dajmo, kot na vaji. Čas je potekel, imamo odgovore. Povezovanje, MChem povezuje, a to pa poznam. Be the best. Ok. Skupaj premikamo državo na bolje, pa be young. Ja, ok, boljši marketing, absolutno. Thinking forward, razmišljamo naprej. Smo že pri naslednjem vprašanju. Koliko udeležencev je štela 8. generacija MChem Young Professionals?
Koliko udeležencev je štela 8. generacija AmCham Young Professionals? Matic. Aha, okej. 2 strani, 140. In naslednje vprašanje, kaj poleg mreženja še razvija AmCham Young Leaders Club? Kaj poleg mreženja še razvija AmCham Young Leaders Club? Super. Snežna kepa, res je. Social responsibility, vračamo družbi, projekt, ki ga vodi AmCham Young Leaders Club. In ja, strategija za zeleno državo in partnerstvo za spremembe. Tako? Snežna kepa, pa poslovni zajtrki. Aha. Snežna kepa, ja. Matic je lačen. Jaz se kaj naprej vabljam. In pa naslednje vprašanje. 7. po vrsti, kdo je vodil lanski dogodek AmCham Top Potential of the Year 2017? Tokrat imate pa vsi prav. Super. Mislim se, če bi pa tole kdo narobe odgovoril, bi ga pa ven nagnal. In pa 8. vprašanje. Koliko je aktivnih mentorjev v programu AmCham Mentor? Blizu, pravilna številka je 55. Pa poglejmo, koliko jih je danes v dvorani tukaj z nami. Prosim vas, mentorje, da vstanete. En aplavz. Hvala lepa. V ozadju lahko preberete njihova imena. Tule pa je še zadnje vprašanje, 9. po vrsti, in sicer, katere iniciative so bile ideje snežne kepe? Čas je potekal. Prosim za odgovore. Bravo. Zelena referenčna država v digitalni Evropi in partnerstvo za spremembe. Prosim za en aplavz. To so bila vsa vprašanja v tem 3. krogu. Tonja, za konec bi nam namenila še par besed. Z veseljem. Hvala. Tisto, kar oblikuje 8. generacijo AmCham Young Professionals, je povezovanje in ambicija po več. In odkje ideja, da se tudi v Sloveniji da? Oni pravijo, da od kolegov in povezav, ki so jih zgradili v platformi AmCham Young Professionals. In postavljajo si visoke cilje, stavijo na odnose. Lani smo se zdeli drzni, ko smo spregovorili o AmCham Young Professionals kot v subkulturi. Potem pa pride 8. generacija in nas preseneti s himno in zastavo. Ampak pustimo manifestacijo na stran, pozitivna zavest o platformi Young strmo narašča. Pa si bom dovolila zaključiti politično. Izberite Young, ker razmišljamo naprej. Hvala lepa. Tonja Avsenik za te besede in pa za vašo pomoč. Ampak kdo pa so tisti, ki podpirajo mlade talente na poti rasti?
To so AmCham Heroes. Pa si jih poglejmo. Hvala. A big thank you to AmCham Heroes and all business leaders. You support the #1 platform for the next generation business leaders in Slovenian business environment. Let's think forward together. Dejan Turk, A1. Jasna Mihael Kusturi, Aviat. Damjan Kralj, BTC. Vanja Hrovat, Generali zavarovalnice. Milan Dragič, Bisnote. Enzo Smrekar, Atlantic Grupa. Matej Zavrl, Goodyear Dunlop, Sava Tires. Barbara Domicel, Microsoft. Nevenka Kržan, KPMG. Roberto Roča, Pfizer. Rok Hribar, FMG. Janez Krabec, Riko. Vanja Lombar, OMV. Thank you. Tako, gospodje in gospodje, na vrsti je 4. krog, ki ga krasi vrednota zaupanje. Eden od tistih politikov, ki mu v Sloveniji zagotovo najbolj zaupamo, je kdo drug kot predsednik stranke Desus in večni minister v vladi. Gospe in gospodje, najprej bi dali besedo prav njemu. Z nami je Karel Erjavec, prosim. Hvala lepa za ta spontan aplavz. Torej, spoštovane upokojenke, spoštovani upokojenci, spoštovani lideri, jaz bi vas v tem trenutku povabil v stranko Desusa, ne da. Zdaj, zakaj meni ljudje najbolj zaupajo? V prvi vrsti upokojenci. Zato, ker jim vsako leto obljubljam, da pokojnine bodo višje, a ne da. In to se bo tudi zgodilo v naslednjih letih, zagotovo, in obljubljam vam, da bodo pokojnine višje magar za 2 centa, a ne da. Druga zadeva, ljudje mi zaupajo, ker stranka Desus je stranka prihodnosti, čeprav nekateri pravijo, da temu ni tako. Prej mi je odzunaj en mulj rekel, vi upokojenci ste za cajtom, enkoli novte imeli Facebooka, sem mu rekel, tipam kol penziona. Hvala lepa. Še zadnja zadeva, ki bi jo rad pa povedal, je pa ta. Marsikdo me obtožuje, da sem zafuril in prejšnjo vlado, da sem zafuril zdajšnjo vlado, da sem zafuril naslednjo vlado, da sem naredil netransparenten nakup Patrii in lahko sem rečem folk, sorry, ki živim. Hvala. Hvala lepa gospodu Karlu Erjavcu. V 4. krogu, v krogu zaupanje, bodo vprašanja zastavili člani komisije za izbor AmCham Top Potential of the Year 2018. Vsak superfinalist si bo lahko izžrebal enega člana komisije, ki mu bo zastavil vprašanje. Pa poglejmo, kdo so člani komisije za izbor AmCham Top Potential of the Year 2018. To so Matej Potokar, Dejan Turk, Jasna Mihael Kusturi, Ervin Pfeiffer, Milan Dragič, Enzo Smrekar, Matej Zavrl, Nevenka Kržan, Barbara Domicel, Nevenka Črešnar Pergar, Vanja Lombar in Laura Anderson. Prosim za en aplavz. Sedaj pa gre za res. Izžrebajte vprašanje, najprej začnemo z Rokom. Gospa Vanja Lombar. Rok, pozdravljen. Vemo, da timi, med katerimi je zaupanje, so bistveno bolj uspešni kot sicer. Kako bi ti v vlogi voditelja prihodnjega vzpostavil pogoje za zaupanje v tvojem timu?
Mislim, da se moramo zelo veliko pogovarjati, predstaviti moramo svoje težave, svoje tegove, svoje strahove. In če bo človek, ki s tabo dela v ekipi, vedel, na kaj deluješ, kaj te žene, česa te je strah, potem mislim, da boš lahko z njim dobro delal. In torej delal bi na čim več komunikacije. To je moja skrivnost. Vita, izvoli. Žrebaj, kdo ti bo postavil vprašanje? Milan Dragič. Živijo, Vita. Živijo. Dolga leta sodeluješ z svojo ekipo, s svojimi ožjimi sodelavci v menedžmentu in dobiš neizpodbitno informacijo, da eden od tvojih najožjih sodelavcev je delal za tvojim hrbtom. Kaj boš naredila? Ja, to je težka situacija, ampak v vsakem primeru bi se posedla z njim ali njo 1 na 1 in bi poskušala ugotoviti, zakaj je do tega prišlo. Jasno bi mu dala ali ji dala vedeti, da je to v našem podjetju nesprejemljivo, da delamo skupaj kot ekipa, da se ne omalovažujemo drugim za hrbtom. Potem pa bi preprosto rekla, da za takega v našem podjetju nimamo prostora, ker če tega ne bi naredila, ne bi dala dobrega vzgleda ostalim sodelavcem in se bi to lahko nadaljevalo tudi drugje. Na kratko. Sanda? Matej Zavrl. Pozdravljen na podobno vprašanje. Torej, če bi imela situacijo, da delaš z osebo s pomanjkanjem integritete oziroma naideš na kakšno neetično prakso, kako bi odreagirala in zakaj? Podobno, kot je že Vita omenila, te stvari se rešujejo 1 na 1, nikakor ne bi se tega lotila pred celotno skupino s svojim timom. Verjetno bi želela najprej izvedeti, kaj je bil vzrok za tem, potem bi ga to osebo vprašala, kaj njemu predstavljajo vrednote našega podjetja in če on ravna skladno s tem. In potem bi mu verjetno tudi bi ga želela postaviti v obratnem položaju, kako bi se njemu zdelo, če bi nekdo drug recimo tej osebi naredil. Potem pa jasno postavljanje mej, definitivno. Hvala lepa. To je čista politična kuhinja, ne? Ampak glede na to, da smo v predvolilnem času, bo v redu. Lea, ali se da izgubljeno zaupanje povrniti in kako? Ja, da se. Jaz mislim, da vsak ima še eno možnost. Mislim, da je ljudem treba dajati drugo možnost, zato ker vsak ima nekdaj slab dan, se počuti slabotno in naredi napako in jaz mislim, da si vsi zaslužimo dobiti drugo možnost. Pomembno pa je, da ko se zgodi napaka, da se odprto pogovarjamo, to je prva stvar, druga stvar pa je v bistvu predpogoj za to, kakšno ekipo si izbiraš in kakšen si tudi sam. Če si sam strasten, pošten do dela, spoštuješ etična načela, potem jaz mislim, da se zelo težko zgodijo kakšne take zadeve, kot je gospa, kot smo odgovarjali pri prvem vprašanju, ampak načeloma pa jaz mislim, da je ekipa tista, ki mora skupaj držati in je pomembno, kdo je tisti vodja in kakšno energijo daje od sebe in če daje pravo, do tega zelo težko pride. Jasna, Mihael. Matic, delate na projektu z ljudmi, katerim ne zaupate. Kaj naredite, da bo ta projekt vseeno uspešen? Več stvari tukaj potrebnih. Zdaj, že v osnovi ni pač fajn iti z
v projekt s tem, da pač delajo z ljudmi, ki jim ne zaupam jaz, torej ne. Jaz mislim, da gre za odprto komunikacijo, no, spostaviti moč komunikacijski flow. Formalni, jaz podpiram predvsem neformalni flow informacij oziroma delanje na projektu, zato ker omehča stvari in mogoče včasih ugotoviš, zakaj izhaja do nezaupanja z moje strani. No. Tudi z izkušnjami je rekel, da ko pride projekt v to fazo, ne, da lahko se dobiš na kavi, ne samo na sestanku in sediš en nasprot drugega in rečeš, to si ti naredil, to sem jaz naredil in začneš reševati stvari s tem, da premika stvari naprej, je bistveno lažje. No. Tada, na svet sem že enkrat dobil od večjih, ne, pejte na kavo, te vse rešili. Trenutno, bom rekel, izhajam tudi iz tega, no, ta kava, ne, pijača po slovensko, res rešuje stvari naprej in tudi potem je lažje dvigniti telefon. Tole rabim, ne. Tada, tudi če jim ne zaupam, jaz grem pač korak s temu, da jaz naredim korak tja, rečem, se da spremeniti naprej, ampak pijača začne prvi icebreaking, no. Ja. Hvala lepa vsem finalistom. Zmagovalni moto na temo zaupanja pa pravi takole. Življenje je kot prekratka odeja. Če jo potegneš gor, te zebe v noge, če jo potegneš dol, ti piha za vrat. Toda vedri ljudje potegnejo kolena k sebi in noč preživijo zelo udobno, pravi Vita Godec. Pa poglejmo njen video. Vita means life in Italian, and I'm indeed a very lively person. The one word that describes me best, in my opinion, is efficient. And the one word my coworkers, friends, and family would use is determined. My boss even has a saying. Ne treba nam Tito, dokler imamo Vito. You see, I got things done before getting things done was a thing. My passion in life is about improving all-around efficiency, and I often couple that with my passion for IT. This can range from solving complex business cases to, you wouldn't guess, trying to choose a name for our firstborn child. In the end, it was the hormones that decided, actually. I love spending time with my family, and I'm a mom to a very energetic 2-year-old girl. I de-stress by reading, catching Pokemon, and playing the saxophone. You can hear our big band playing in the background. Read the instructions carefully. Talk to her husband or co-workers about the risks and side effects of working with Vita. In smo že v 5. krogu, gospe in gospodje. 5. krog krasi, vrednota, kreativnost. Zdaj, kdo je najbolj kreativen politik, najbrž se sprašujemo, ne? Veste? Vas zanima? Ja, bom povedal. Po zadnjih raziskavah je to, ne boste verjeli, človek, za katerega lahko rečemo, da je diplomat, filozof, politik in nekako se je odmaknil od aktivne politike, a vendarle je danes tukaj z nami. Gospe in gospodje, z nami je dr. Dimitrij Rupel. Prosim. Hvala za aplauz, spoštovani šapaci pozdravljeni. Če povem, da je to čista resnica, da sem eden izmed najbolj kreativnih politikov. Zadnje sem bil v levi vladi, pa mi ni šlo dobro, pa sem šel potem v desno vlado. Sem bil spet kreativen, sem šel spet nazaj v levo vlado, pa mi ni šlo dobro, pa sem šel bolj za Kozla, mislim ne za Kozla, za Konzula v Trst. In z vso to kreativnostjo sem prišel do spoznanja, da grem naslednje leto za ministra za turizem v hrvaško vlado. Druga zija je ta, da sprašujemo se, kaj vse je kreativnost. Jaz moram povedati, da v penziji, ki jo uživam, na veliko pišem knjige. Na veliko pišem knjige in sem napisal spet novo knjigo v šolskem letu 2018-2019, avtor dr. Dimitrij Rupel, naslov knjige je Kamo sutra. Kam jutri? Veste, gre za tak preprost, prosim, gre za preprost hrvaški turistični priročnik, za vse tistega letos še nisem bil v hrvaški Istri, sem v hrvaški Dalmaciji, knjiga Kamo sutra toplo priporoča. Kakorkoli, spoštovani šaparati,
Glede na to pa, da je ena od velikih kreativnosti, so tudi recimo tuji jeziki, se odločili, da je z vami nekaj tuji govorečih gostov, se odločijo, da bom na koncu nekako vas pozdravil še v tujih jezikih, gre pa takole. Dear ladies and gentlemen, dear politicians, dear friends, in tako naprej. Ich wünschen prosih neuer und nicht so viel Petardenbatzen. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu doktorju Dimitriju Ruplu. Matic Zupanc pa pravi, stay hungry, stay young, stay foolish. Tako je rekel tudi Steve Jobs. Zakaj? Daje mu motivacijo in zagon, da vedno išče nove, drugačne rešitve, da poskušaš nove zadeve in si zvedav. Hey you, I'm talking to you. I would like to share a few thoughts with you. I'm an internal optimist. How I know that? Half of my life I'm on my diet. And I just don't give up. Where I learned that? I played handball for 10 years and we never give up. Today, I play tennis with my twin brother. I lose 99% and I never give up. In business, I always strive for greatness and improvements. That's how I do it. And I never give up. I really enjoy in developing brands that can help people improve their life. So try to get one of these, but if you call me now, I can even get you a discount. I believe in work-life balance. That is why I really enjoy spending time with my family. And even more, I enjoy to travel and explore the beauty of this world, in private and business life. Stay young, stay hungry, stay foolish. Tako, spoštovani finalisti, v petem krogu bo vsak od vas imel 30 sekund, da poda zaključno izjavo, v kateri pove, zakaj bi morali prav vi postati AmCham Top Potential of the Year 2018. Veste, kako to izgleda, ne? Pač izjave politikov, se pravi, dobro se mora slišati, morate veliko govoriti, čist nič povedati, in je to to. Zdaj imam par predlogov za vas, recimo lahko začnete stavki, dragi državljani, če izvolite mene, vas čaka svetla prihodnost, neizmerna blaginja in potencijala, sem politik združevanja, #skupaj. Recimo, to je ena od variant, potem recimo tale je v redu, sem politik, ki prisega na poštenost in etiko, da popeljemo to našo lepo državo Slovenijo na prvo mesto, da jo postavimo na zemljevid, kjer je sedaj Švica. Glasujte za prihodnost, glasujte v imenu prihajajočih generacij. Tilen Artač za predsednica. Hvala lepa. Tako. Začnemo, Rok, z vami, končamo pa z Maticom. Če boste izvolili mene, bomo drugi tir potegnili do Celovca. Meja na morju bo pri Dubrovniku. Čakalnih vrst v zdravstvu pa sploh ne bo, ampak bojo zdravniki čakali vas. AmCham Young Professionals je skupnost čudakov, ampak takih čudakov, ki smo v manjšini, ampak delamo za dobro, smo optimistični. Ni pa dovolj, da smo samo optimistični, treba je stvari tudi narediti. In če izvolite mene, pod številko, ne vem, bomo zvedeli kasneje, vam obljubljam, da bom stvari speljala do konca, ker sem učinkovita in odločna. Če izvolite mene, obljubim, da boste pri vsakem AmCham zajtrku dobili zraven še kozarček šampančka. In vedno pozitivno šalo na koncu dogodka. Zdaj pa malo šale na stran. Sem nekdo, ki verjame v to, da se z dobrim delom, trudom lahko marsikaj spremeni in verjamem, da s to pozitivnostjo lahko skupaj ustvarimo eno čudovito prihodnost za našo Slovenijo.
Spoštovani, spoštovane, oziroma najbolj obratno, če izvolite mene pod zaporedno številko, vam obljubljam, da znam zelo dobro kuhati, vas peljem na krvavec, vam predstavim tudi Adergas, ampak na drugi strani vam pa obljubljam, da sem polna optimizma in res rada pomagam in zelo zahtevna do sama sebe in želim, da so stvari narejene drugače, v drugačni smeri, tako da z mano boste delali. Živijo, smo generacija obrnjene osemke, neizmernih možnosti povezovanj. V enih mojih zaključnih mislih sem zapisal, da verjamem dejansko v to osemko, da se to v nedogled dogaja. To pomeni, naše povezovanje, sodelovanje se ne nehajo danes na zaključnem dogodku. Zdaj ne bom rekel vote for me, ampak bom rekel, izberite tistega kandidata, s katerim mislite, da se lahko še naprej dobro povezovali. Kar mi je žal, da se nisem mogel 130 ljudi povezati, obljubim pa, da se bom povezval naprej. To je moja obljuba. Tako, spoštovani finalisti, to so bile vse naloge, ki so vas čakale oziroma preko katerih vas je publika spoznala. Vljudno vas prosim sedaj, da se usedete nazaj na vaša mesta, kar je. Prosim še za en velik aplavz. Tako, vsi se sprašujemo, kdo bo zmagovalec? Who will be AmCham Top Potential 2018? It is time to start the voting. The rules are... The rules are, the final rating consists of 1/3 from the peer evaluation, 1/3 from the audience evaluation, and 1/3 from the rating of the committee. Peer evaluation. All 40 semi-finalists previously assessed 5 super-finalists. Their evaluations were done prior to the event. Audience evaluation. Each audience member indicates their choice for the AmCham Top Potential Award via SMS voting. Committee evaluates candidates with grades from 1 to 5, 1 being the best grade. Dame in gospodje, čas je, da glasujete. Imate 30 sekund, da pošljete SMS. Ladies and gentlemen, take your mobile phones. You have 30 seconds to send SMS. Na telefonsko številko 041 400 463 pošljite top 1, če želite glasovati za Leo Norčič. Če želite glasovati za Matica Zupanca, pošljite top 2, za Sando Planinc top 3, za Roka Jerovška top 4 in za Vito Godec vtipkajte top 5. Gospe in gospodje, časa imamo 30 sekund, glasujte zdaj. Dame in gospodje, glasovanje je končano. The voting ends now. Kar je, upam, da ste vsi oddali svoj glas. Medtem, ko preštevamo vse glasove, pa naj povem, da seveda vsak ima tudi svojega strica iz ozadja, prav tako ga imajo tudi nocojšnji finalisti oziroma AmCham Top Potential. In gospe in gospodje, nekateri so danes z nami, nekateri spet ne. Tisti, ki niso, so nam poslali pozdrav preko video sporočila in nekateri so v tujini, nekateri so v Sloveniji, pa si poglejmo, kaj so vam povedali. Now it's time for young potentials to cooperate with passion. We have to get together. To Europe, Europeans, and people across the globe. It's time for AmCham Young Potentials to become the 51st state of the United States of America. AmCham.
Some MCHM, young potentials, into America. Friends, Sandra, kreativ na trosten, Urmjuna, Sindra, Manjindra, Trump president, Jana Pot kívánok! Kooperáción csácsonval kísérnek külsődajci szóta MCHM csomó szátósobák dószerátúró trust. Elsőron fátikon, és olyan kísértövező a kreativiton szóval sikere hozzátette optimizmus, és a kadafékesete verdó személyek, professzorítani csak. Passionó, a young potentials elszukemi szóval van, és emedet. Border, ez de szerződöce ograja všetko sovjeti hibedala cijene časnak, ale so to MCHM. Spoštovani, poslovni lideri in liderke naslednje generacije. V bližnji prihodnosti vse državljanke in državljane čaka velika odgovornost. Ne samo parlamentarne volitve. Naj povem, da se bliža s vso naglico. Tudi poletje in temperature bodo visoke. Zato se bo treba obleči kopalke. Zato tukaj nagovarjam predvsem moške, da se zavedajo odgovornosti in se depilirajo. Temeljito po celem telesu depilirajo. Zlasti pod pazduho. In če boste pri tem početju kadarkoli začutili, da ste v krizi, take it easy. To so bili strici iz ozadja, mi pa imamo tete v ospredju. Gospe in gospodje, na oder vabim Ajšo Vodnik, generalno direktorico MCHM Slovenija. Prosim. Dober večer. Res ni samo dober, ampak je odličen večer in tega se še toliko bolj zavedam, ker ni zelo samoumevno, da smo tukaj in zdaj in da to lahko doživljamo skupaj. Tako, ker ni samoumevno, da imam po vseh teh posnetkih pa tvojih oponašanjih Tilanje še službo, ne? Tako da se bo še pogovorila. Brez skrbi. Neskončna 8. generacija ste se imenovali, ampak res vas še nisem slišala v vašem polnem. Tako da bi zdaj rada slišala 8. generacija, kako? Takole. Dajmo, juhu! Kaj smo se naučili od vas? Vsaka generacija je edinstvena, vsaka prinaša svoja sporočila in Tomaž ne more kaj, da ne bi skočil na oder in povedal, da ste najboljša generacija do zdaj. Ampak kaj smo se pa naučili od vas? Da ste kritični, ampak ne kritizerski, da želite več in da ste zato pripravljeni tudi korak več. In to nam je všeč. In ker ste taki, verjamem, da bomo skupaj ustvarjali še naprej. In tako, kot so bili presenečeni vaši predhodniki, brez vaje, sploh niso vedeli, da bodo na odru, naj povem, da so tudi vseh 5 finalistov, superfinalistov, bili popolnoma brez vaje in da so vse improvizirali. Dokazali so nam, da imajo izjemno kreativnost. Zato vam res čestitam, ker še nekaj smo ozavestili prav za 8. generacijo, da tisti, ki gre v ta program zgolj in samo zato, da bo zmagal, že na začetku izgubi. Zmagovalci ste vsi, ki se znate dobro povezati, zmagovalci ste vsi, ki razumete, da je ta program pravzaprav zato, da se dviguje kolektivna zavest našega prostora. In to vi počnete odlično. Zato zame resnično zmagovalci vseh 5 superfinalistov, izjemni ste bili danes, na koncu bo nekdo top potential of the year, postal bo moj šef, no pa da vas vidim, kako bo tole šlo. Ampak rada bi se pa še zahvalila, kot smo že slišali, vsem našim MCHM Heroes. Težko bi delali brez vas, iskreno bi vam rada rekla hvala vsem mentorjem, ki razvijate naslednje generacije, svetu, Young, ki nam vedno znova dajete nove ideje in tudi nove zahteve. Seveda pa ne bi šlo tudi brez velike podpore sveta guvernerjev MCHM in tukaj v prvi vrsti naše predsednice Nevenke Kržan, zato Nevenka prosim, teta iz ospredja, da se nam pridružiš na odru.
Mlade smo vprašali, kdo so tisti, ki po njihovem mnenju spreminjajo in so spremenili tok zgodovine. Kaj pa po tvojem mnenju? Kdo so bili tisti pomembni ljudje, posamezniki, ki so morda obrnili drugače tok zgodovine, če tudi sami brez kolektiva ne bi mogli nič? Dober večer, najprej tudi deluje, tudi z moje strani iskrene čestitke 8. generaciji in predstavnikom vseh generacij do sedaj. Zame ste bili vsi zmagovalci. Čestitke 5 finalistom, ne glede na to, za koga smo glasovali ali kdo bo izbran. Vsi ste bili odlični. Kar me je najbolj izjemno presenetilo, je vaš optimizem in kreativnost. Res ste bili dobri. Zdaj pa vprašanje, ne? Dražen Kregana. Da vidiš, kako je njima, veš? Ja, kako je njim. Mislim, da je treba poseči malce v zgodovino. Vsi se zavedamo dosežkov zadnjih 50 let, ampak kaj pa ljudje, ki so premikali meje, pa niso imeli interneta, računalnika, elektrike in vsega tega. Kaj pa naprimer Galileo Galilei, Epur Simove, kaj pa Michelangelo in njegova kreativnost, Leonardo da Vinci. To so zame ljudje, ki so mogoče v svojem času in v svojem okolju, se to okolje ni zavedalo njihovega pečata, ampak mislim, da zato, da ohranimo našo kulturo, kulturo tega planeta, se moramo tudi teh dosežkov stalno spominjati. Mogoče še nekdo, ki mi je tudi tako padel na pamet, ko si me vprašala, naprimer Alexander Fleming. Zelo pomemben za našo človeštvo, za svojo iznajdbo penicilina. Ampak da ne bom preveč resna, mislim, da imamo tudi še koga drugega, naprimer Beatlese, pa Rolling Stonese. No, zdaj boš pa začela plesati, zdaj pa nehiva. Zdaj pa dovolj, ne? In še nekomu se morava pa zdaj skupaj zahvaliti, in sicer naši Tonja Avsenik, vodji programov. Tonja, prosim, če se pridružiš. Ker vse naše odlične ideje ne bi bile izvedene, če ne bi bilo Tonje. Tonja, iskrena, resnična hvala za vse. Hvala. Vem pa, da zdaj želiš, da povabimo vseh 10 finalistov in se jim zahvalimo, ker so zaznamovali 8. generacijo, tako kot je vsak posameznik od vas 140. Pa verjetno, kar začnemo, a ne? To so Lea Norčič, Matic Zupanc, Sanda Planinc, Rok Jerovšek, Vita Godec, Artjom Bajdak, Žiga Brodnik, Aleš Falatov, Miha Rihtar, in Timotej Vitez. Naj povem, da letos podeljujemo še nagrado za povezovalca generacije. 8. generacija je izbrala povezovalni člen generacije. Energijo neskončne osmice dviguje in povezuje Artjom Bajdak.
najprej hvala vsem, ki ste me volili. Eno dobro vprašanje, ki me je Ajša vprašala, je, kaj mi vidimo kot našo generacijo, neskončna osemka. Jaz sem se trudil povezovati, vas bom še povezoval. In jaz bi zdaj to povezovanje dal recimo na next level, pa recimo, da povezujemo s pomočjo. In imam en challenge za vse današnje ljudi, 8 dni povezujemo in vsakič, ko nekdo nas vpraša, če mu lahko pomagamo, rečemo, vam pomagamo, če vi pomagate drugim 2 naprej. In tako damo več ljudem, da pomagajo naprej. To je to. Ne, zaključam. Hvala lepa Mihi, Timoteju, Artjomu, Žigi in pa Alešu. Lahko se vrnete nazaj na svoja mesta. Dajmo jim še enkrat zaploskati, lepo prosim. Gospe in gospodje, čas je za rezultate. Poglejmo najprej medsebojno oceno polfinalistov, kako so ocenili 5 superfinalistov. Leon Určič 4 točke, Matic Zupanc 1 točko, Sanda Planinc 2, Roke Rovšek 4 in Vita Godec 3 točke. Aha, mesta. So mesta. To je bila prva tretjina glasov, kako pa je glasovala strokovna komisija. Predsednik komisije Matej Potokar bo predstavil drugo tretjino glasovanja. Matej, prosim za rezultate. Jih kar pokažemo. Ja, to je to. Na prvo mesto smo postavili, najprej čestitke vsem. To je ena težjih nalog, ko moramo 5 odličnih kandidatov rangirati na 5 mest. Resnično. In v imenu komisije zdaj povem, da tudi jaz zdaj vidim prvič rezultate. Tako da na prvo mesto smo očitno postavili Roka in vse čestitke. Na drugo mesto Vito. Tretje mesto Leo, četrto Sando in na 5. mesto Matico. Vsem iskrene čestitke in še tistih par sekund negotovosti do konca. Bravo. Tako, gospe in gospodje, v zraku je čutiti napetost in pomembnost trenutka, ki prihaja. Razglasili bomo namreč zmagovalca oziroma zmagovalko Top Potential of the Year 2018. Zato na oder vabim lansko zmagovalko MČM Top Potential of the Year 2017, Dejano Jezeršek, ki bo podelila pokal letošnjemu zmagovalcu. Nagrado Mini MBA za velike talente pa bo podelila Monika Lapanja, direktorica Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete. Prosim, če se nam pridruži tukaj na odru. Tako, gospe in gospodje, v rokah držim rezultate in sicer poglejmo še, kako je glasovala publika. Imamo rezultate, gospe in gospodje. Imamo zmagovalca MČM Top Potential of the Year in to je Vita Godec! Iskrene čestitke, gospodična Vita, mogoče par besed. Tole je težje kot Oskar, pa ga nisem imela v rokah. Jaz bi se najprej rada zahvalila MČM Young Professionals platformi,
MČM Slovenija in pa tem 5 krasnim oziroma 4 krasnim ljudem, ki so bili poleg mene v superfinalu, ker smo se imeli zadnji mesec odlično, bili smo sproščeni, kar upam, da ste videli tudi na odru. In verjamemo, da z ostalimi, ki so gor na tem VIP prostoru, lahko spremenimo Slovenijo na bolje, pa jo dejmo, nemo samo govoriti, ampak jo dejmo. Ja, to je vse. Tako, gospe in gospodje, evo, volitve so za nami. Izbrali smo največji potencial leta 2018. Hvala vsem za vaše glasove, hvala vsem za vašo pozornost. Hvala tudi mojemu očetu in moji mami, ki sta tistega usodnega večera naredila vse potrebno, da sem bil danes tukaj z vami. Tile Nartač, lepo se imejte še naprej. Vabljeni ste seveda na zabavo, na after party v cirkusu. Naj se zavleče do jutra, se veste, da pravijo, da boljše biti prepoznaven pijanc kot pa anonimen alkoholik. Tako da vam želim, da prejmete v tem večeru čim več tekočine. Srečno in nasvidenje!